Pozdravljeni iz ljubljanskega studia 142. Poglejmo si, kakšen imamo. Prva novica, kako mirovniki ogrožajo svetovni mir. Despite the need to spend more on vital equipment for ongoing missions, the alliance has been unwilling to fundamentally change how it sets priorities and allocates resources. The demilitarization of Europe, where large swaths of the general public and political class are averse to military force and the risks that go with it, has gone from a blessing in the 20th century to an impediment to achieving real security and lasting peace in the 21st. Ameriški obrambni minister Robert Gates se je ostro lotil evropskega dela transatlantskega zavezništva. Odklonilen odnos evropskega prebivalstva in političnega razreda do uporabe vojaške sile je ovira za zagotovitev resnične varnosti in trajnega miru. Proračunska sredstva evropskih držav za oboroževanje so premajhna. Javna in politična opozicija vojski direktno ogrožata operacije v Afganistanu in ovirata varnostne cilje zveze. Demilitarizacija Evrope je šla tako daleč, da le 5 od 28 držav zveze namenja obljubljena 2% BDP-ja za obrambo. Združene države temu vidiku varnosti namenjajo skoraj 5% BDP-ja oziroma vsaj 23% zveznega proračuna. Delež državnega dolga, porabljenega za obrambne namene, je vsaj 50%. In sedaj poglejmo, koliko je mrtvih otrok bilo v Afganistanu. Fighting is usual in Afghanistan. It's normal. They fight. They attack each other and they kill each other. War has affected us in a way that made our lives horrible, and we lost our parents. We became orphans. Združeni narodi poročajo, da je bilo v Afganistanu v letu 2009 ubitih 346 otrok. Več kot polovico teh so ubili pripadniki enot NATO. 131 otrok je bilo ubitih v letalskih napadih, 22 v nočnih vdorih. Talibani so odgovorni za smrti 128 otrok, 7 od teh so uporabili kot samomorilske napadalce. Za smrt 38 otrok ni mogoče določiti krivca. Sedaj pa nekaj o varovanju avtorskih pravic. Indijski parlament sprejema zakonodajo o biotehnologiji. Če bo zakon v obstoječi obliki sprejet, bo izvršni oblasti podelil zanimive pristojnosti. Vsak, ki bo brez dokazov ali znanstvenih raziskav zavajal javnost o nevarnosti gensko spremenjenih organizmov in izdelkov, bo kaznovan z najmanj 6-mesečnim zaporom in denarno kaznijo. Drug člen zakona iz področja biotehnologije izključuje pravico do dostopa do informacij javnega značaja. Skratka, kmetje ali okoljevarstvene organizacije, ki so pred kratkim dosegle prepoved uporabe gensko modificiranih melancanov, ne bodo imeli dostopa do relevantnih informacij. Ustanovljena bo tudi 3-članska ekspertna skupina, ki bo imela pooblastilo razveljaviti kakršnokoli zakonodajo indijskih zveznih držav z področja biotehnologije oziroma gensko modificiranih organizmov. Tudi sodni procesi o GMO se ne bodo več odvijali prek običajnega sodnega sistema, izjema je le Vrhovno sodišče. Kaj se pa dogaja v Grčiji? Štrajkajo prasci, pejte delat! V Grčiji se je že drugič v zadnjih 2 tednih zgodil generalni štrajk. Stavkalo je okoli 3 milijone delavcev. Zaprta so bila letališča, obratovali niso javni prevozi, zaprte so bile šole in ostale javne ustanove. Stavki so se pridružili tudi mnogi zaposleni v zasebnem sektorju, ki so zapustili svoja delovna mesta. Namen demonstracij in stavke je bil opozoriti vlado, še bolj pa Evropsko unijo, da morajo biti potrebe prebivalstva pred potrebami gospodarstva. Prebivalstvo ne more in ne sme nositi posledic za dejanja, ki jih ni storilo. Socialistična vlada ima kljub temu več kot 50% podporo za varčevalne ukrepe, ki so nastali v sodelovanju z Evropsko komisijo, Evropsko centralno banko in Mednarodnim denarnim skladom. Na njeni strani so vsi mediji, gospodarska zbornica, banke in celo Grška pravoslavna cerkev. Dodaten sklop ukrepov bo zajel povečanje davka na dodano vrednost, dvignile se bodo cene naftnih derivatov, alkohola in cigaret,
Državna in zasebna podjetja bodo najverjetneje ukinila vse nagrade za zaposlene. Že sedaj je sprejeta zamrznitev vseh plač v javnem sektorju do leta 2015 in zvišanje minimalne starosti za upokojitev na 63 let. Iz ljubljanskega studia 142. Danes nimamo vprašanj, zato nam lahko vi postavite kakšnega. Lepo se imejte in uživajte. Čau!